Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in spet smo skupaj. Tudi danes bova z Mašo izdelali ptico. Tokrat ne bo to navadna ptica, ampak štorklja. Štorklja je po čem znana, Maša? Potem, da prinese dojenčke. Tako, potem, da prinese dojenčke. Zato je taka štorkljica, ki jo bova izdelali danes, lahko krasno darilce oziroma dodatek k darilu, ki ga nesemo, ko gremo na obisk k dojenčku. Lahko jo zapičimo v šopek, v rožico, v lončnico, ki bo razveseljevala mamico, ali pa jo samo dodamo namesto mašnice na darilo, ki smo ga pripravili. In če si za to, Maša, bova kar povedali, kaj za izdelavo takšne štorklje potrebujemo. Potrebujemo paličico za ražnjice, 4 kozmetične vatice, rdeč svilentrak, oči migice, rdeč in črn trši papir, univerzalno lepilo in škarje. In najbolje je, da z delom kar pričneva. Osnova naše štorklje bodo tele vatice, kozmetične vatice, ki jih ima vsaka mamica zagotovo v kopalnici, potrebujemo pa sva rekli 4. Takole, tukaj so pripravljene. Sedaj pa boš, Maša, iz tršega papirja najprej izrezala štorklji kljunček, primeren pa naj bo tejle njeni glavi, skratka ene take velikosti. Vemo, da ima štorklja malo daljši kljun in malo tak ožji kljun, tako da naj bo en tak ožji, daljši trikotnik izrezan, da bo naša štorklja lahko tudi kaj začebljala. Tako, malce poizkusiva, če je velikost za tole našo primerna, super, primerna je velikost čisto. In sedaj izreževa še iz črnega tršega papirja en takle krogec, malce si pomagava kar z vatico, ki jo imava. Ta krogec pa bo potem predstavljal štorkljina krila. Približno, a ne, ni potrebno, da je čisto natančno, ampak da nam ni potrebno iskati še stila. Tako, Maša bo sedaj ta krogec izrezala in ga potem prerezala na polovico. Če pa pripravljamo mogoče zabavo ob rojstvu otroka, pa lahko te štorkljice pomanjšamo na velikost zobotrebca, z njimi okrasimo mogoče kakšno tortico. Skratka, v tem primeru pač ne uporabimo vatic, ampak bele krogece izrežemo kar iz papirja. Lahko izdelamo takšno štorkljo tudi za na čestitko. Skratka, osnova te štorklje so 4 oziroma 2 kroga, kadar bomo izdelovali čestitko. Tako, prepoloviš in sedaj imava glavne dele pripravljene, kar pomeni, da sledi lepljenje te naše štorkljice. Malce bo popravila Maša. Tako, ampak tudi štorklje v naravi nimajo čisto simetričnih vseh peres, tako da tudi če ni čisto enako, je ok. Sedaj pa prilepiva najprej malce, čisto malce lepila pritrdiš na spodnji del glavice, to se pravi na spodnjo vatico kljun, spodnjo vato, zelo dobro. Tako pogleda, bo kljunček, dovolj kljunčka gledalo ven. A ne, štorklje sva rekli, da imajo daljši kljun. Sedaj pa na vatico naneseš univerzalno lepilo, ni potrebno zelo, lahko kar, ni potrebno na tanko, tako kar vata bo nekaj upila, pa še zgornja vata, na katero bomo prilepili, tako da je lepilo lahko kar na debelo nanešeno. Še na sredini, tako da bo lepo se prijela, dovolj bo. Ko to razmažeš, pokriješ lepilo, da se nam ne bo posušilo in da nama ne bo teklo ven. Dodamo paličico, tale koničast del zapičimo v glavo, da se z njim ne moremo pičiti. Tako. In pokrijemo natančno, tokrat pa natančno z drugim koščkom vate. Takole, glavica je pripravljena, manjkajo ji samo še oči. Sedaj pa enak postopek lepljenja, naredimo še tako, ampak malce pustimo, ne prilepimo tako čisto ob njej, ker bi bila potem tale naša štorklja kot en snežak, ampak takole malce na strani, kot da ima ritko malce nazaj, ne? Takole, oziroma rep, štorklje imajo rep. Tako, spet, na celo vatico naneseš lepilo,
kar Maša tole lahko daš stran, pa boš potem dodala. Tako enako, kot sva naredile pri glavi. Skratka, na spodnjo vato naneseš lepilo. Spet, kot sva rekli, malce si mogoče škarjami pomagaj, pa boš lažje držala, malce razmažeš. Bo v redu. Bo v redu. Daš palčko vmes. Sva rekli tako, malce po strani, pa malce prostora. Takole mogoče. Ne? Tako pa pokriješ z drugo vatico in stisneš palčko. Tako, vate so skupaj, sedaj pa dodamo črna krila. Tako, malce naneseš lepila na eno stran, potem pa obrneš štorkljo in prilepiš krilce še na drugo stran. Jaz bi kar v približno enak, tako. V redu. Približno enaki. Če je pa tebi všeč drugače, pa lahko tudi malce zamakneš, da se bo videlo, da štorklja leti, a ne? Jaz. Tako. Tako bom tako Maša bo naredila. naredila malce efekta s krili. Sedaj pa na to stran prilepiš še eno oko migico. In spet obrneš štorkljo, pa prilepiš še drugo. Malce so roke lepljive, zato si lahko pomagaš, da dobiš dol Hvala. plastiko s škarjicami. Tako stisneš in potem nekje v podobni višini še na drugo stran prilepiš drugo učko. Tako. Sedaj bi bila pravzaprav naša štorklja lahko že gotova, pa bova vseeno malce jo še okrasili. Potrebujeva en takle mali košček tele naše svilenega traku, da ji bova privezali vrvico. S temle drugim koščkom bova kar odvili, ker ga ni več tako veliko, gor pa še tale selotejpek nama lahko pride prav, pa bova povili nogo naši štorklji. In sicer tako, da začnemo navijati trakec, takole, Maša pa kar tukaj le primi, pa kar s palcem lepo naprej obleči našo štorkljo. Malce jo s tem polepšamo, lahko pa ostane noga tudi čisto neoblečena. Namesto traku svilenega lahko uporabimo tudi kosmato žičko, ki jo pa moramo prej zelo dobro porezati te njene kosmate delce, da res ostane samo ta rdeč del, ker je drugače ta njena noga predebela, glede na njeno telo, a ne, glede na te vatice. Malce na koncu pustimo ne povite, to se pravi ne ovite, tukaj le bova takole odreži, pa bova naredili kar vozel, podobno kot pri šivanju, a ne? Bova to naredili lažje, kot da bi lepili, pa še enkrat naredi tak vozel, kot sem naredila, to se pravi, tako kot pri okrasnem šivanju. Lažje naredimo tako, kot pa da lepimo in packamo. Malce pa pustimo spodaj, ne poviteš, posebej v primeru, če bi to našo štorkljo zapičili v lončnico, ne, v tem primeru rabimo en takle delček, zato da potem tale svilen del ne popije vode. Manjka ji še mašnica okoli vratu, Maša izvoli, pa ji boš zavezala pentljico, lahko pa se s tole pentljico okoli vratu tudi poigramo in če vemo, da gremo na obisk fantku, prilepimo oziroma privežemo mogoče svetlo modro pentljico, če gremo k punčki, pa roza, držimo se teh klasičnih barv, ob takih veselih dogodkih pa sploh. Maša bo tejle naši štorklji tako, malce takole, super. In darilo oziroma naša štorklja, ki lahko tudi samo krasi naš dom, je gotova. Pri koncu današnje oddaje sva. Če želite ustvariti tudi naslednjo sredo, na zgled ob 18. na VTV-ju. Nasvidenje do prihodnjič. Adijo!